Dalaj Lama nadaljuje obisk v Mariboru in Sloveniji. Danes se je tibetanski duhovni vodja pridružil še nekaterim Nobelovim nagrajencem za mir na razpravi o pomenu dialoga in solidarnosti v času krize. There is no reason why anybody in the world should be unemployed. There is no reason why anybody in the world should be poor. There is no reason why anybody in the world should be sick. There is no reason why we should make this planet a dangerous planet every day. We have the capacity to make the other way around. Na vladi so danes razpravljali o noveli zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je potrebna zaradi potrebe po prenosu 2 evropskih direktiv v slovenski pravni red v izogib morebitnih sankcij. Vlada naj bi obravnavala tudi predlog amandmaja k predlogu zakona o poroštvu za 6. blok termoelektrarne Šoštanj, po katerem bi država jamčila za 440 milijonov evrov vredno posojilo Evropske investicijske banke. Govorili naj bi tudi o predlogu novele zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, s katero želi vlada v svetu fundacije za financiranje športnih organizacij zagotoviti zastopanost tistih organizacij, za sofinanciranje katerih je bila fundacija primarno ustanovljena. To so nacionalne športne zveze. Vlada in sindikati javnega sektorja nadaljujejo usklajevanja o besedilu aneksah kolektivni pogodbi za javni sektor, s katerim bodo uresničili dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov javnih uslužbencev v zakonu za uravnoteženje javnih financ. K usklajevanju in kasnejšemu podpisu aneksa je vabljenih vseh 33 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, pri čemer je dogovor, ki med drugim predvideva odpravo plačnih nesorazmerij in znižanje plač za 8%, doslej podpisalo 21 sindikatov. Zvečer se bodo na pobudo premierja Janeza Janše srečali predsedniki parlamentarnih strank. Temi sestanka pa bosta zapis fiskalnega pravila v ustavo in sprememba referendumske zakonodaje. Za spremembo ustave namreč ni več dvotretjinske podpore v državnem zboru. Zapisa fiskalnega pravila v ustavo namreč ne podpirajo poslanci Pozitivne Slovenije, pa tudi nekateri poslanci SD-ja. Zadostno večino pri glasovanju bi lahko dobili, če bi se hkrati dogovorili za spremembo referendumske zakonodaje, ki jo načeloma podpirajo v vseh strankah, a so njihovi predlogi zelo različni. Četrti dan stavke so se delavci Primorja zbrali na dvorišču mehaničnih delavnic. Nihče od vodstva, ki je v odstopu, se z njimi ne pogaja. Vsi pa težko pričakujejo jutrišnji dan, ko naj bi ameriški rešitelj Primorja nakazal 400 tisoč evrov za poplačilo marčevskih plač. A prvemu možu skupine Icon Capital, Julianu Frostu, očitno ne zaupajo niti banke, saj terjajo trdne dokaze, kako bi financiral 30-milijonsko dokapitalizacijo Primorja. Če denarja ne bo, je stečaj Primorja Holdinga neizbežen. V Minoritskem samostanu na Ptuju je na ogled 23. razstava Dobrote slovenskih kmetij. Pripravljenih je več kot 1300 izdelkov, od tega največ krušnih in mlečnih. Kot pravi predsednik organizacijskega odbora Peter Pribožič, nosijo izdelki, ki jih znajo narediti roke slovenskih gospodinj in gospodarjev, v sebi dediščino in se skozi razstavo tudi ohranjajo ter razvijajo v kvaliteti. Danes je mednarodni dan boja proti homofobiji. V več državah po svetu tako pripravljajo številne dogodke. Na današnji dan leta 1990 je namreč Mednarodna zdravstvena organizacija homoseksualnost izbrisala s seznama psihičnih motenj. Od takrat so si istospolno usmerjeni pridobili več pravic, a še danes opozarjajo na diskriminacijo. Jutri bo pretežno jasno, občasno ponekod zmerno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, najvišje dnevne pa od 16 do 20 stopinj Celzija. Predvsem na Gorenjskem, Koroškem in Notranjskem je zjutraj na mrazu izpostavljenih legah nevarnost slane. V soboto bo po večini sončno, v nedeljo popoldne se bo od zahoda ponovno pooblačilo. Proti večeru bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pričelo deževati, zapihal bo jugozahodni veter. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Novinarjem je danes svoje cilje in načrte predstavila nova direktorica Terme Maribor. Koliko denarja bo stečajni upravitelj nabral z dražbo premoženja konstruktorja? Slovensko podjetje je svojo proizvodnjo usmerilo v šivanje tradicionalnih avstrijskih oblačil. Bodite z nami ob 18.